Zelena luč. Zdravo, jaz sem Jan Grilc, tokrat se bomo v Zeleni luči pogovarjali o neenakosti v družbi. Morda se to na prvi pogled ne zdi tema za oddajo o mobilnosti, a velike razlike med ljudmi se odražajo tudi v prometu. Povedano drugače, nekateri si enostavno ne morejo privoščiti mobilnosti. Temo je odprla naša strokovna sodelavka Marjeta Benčina iz okoljevarstvene organizacije Fokus, ki je tudi ena izmed avtoric nove raziskave o prevozni revščini v Sloveniji. Raziskava razgalja veliko neenakost v slovenski družbi, hkrati tudi razkriva, koliko ljudi si ne more privoščiti mobilnosti, kar je v resnici grozljiva misel, glede na to, da nas zmožnost premikanja večina jemlje za samoumevno. Poglejmo torej, kakšno je stanje v Sloveniji. Imamo zeleno, gremo! Zdravo, Marjeta. Pozdravljeni. Lepo, da si spet prišla v studio. Tokrat s sabo prinašaš izsledke raziskave o prevozni revščini v Sloveniji, ki, moram reči, so mene kar šokirali. In če začneva kar na začetku, torej pri opredelitvi, kaj v bistvu sploh je prevozna revščina? Torej, prevozna revščina je tak zelo kompleksen pojav. Načeloma pa govorimo o stanju, ko posamezniki ali pa gospodinjstva nimajo ustreznega prevoza do za njih ključnih storitev oziroma dejavnosti, ali pa si tak prevoz težko privoščijo. Torej, govorimo o prostorski oziroma fizični dostopnosti, na primer do javnega prevoza, koliko je oddaljeno postajališče, kakšna so vozila, so dostopna. Po drugi strani pa tudi o ekonomskih dejavnikih, torej o tej finančni dostopnosti prevozov, ali si lahko privoščimo nakup vozila, njegovo vzdrževanje in tako dalje. Vzroki za prevozno revščino so lahko notranji, individualni, torej odvisni od posameznika, kakšen je njegov ekonomski položaj, kakšne so njegove fizične pa kognitivne sposobnosti. Po drugi strani imamo pa tudi neke zunanje dejavnike, kamor pa štejemo družbeno-ekonomske razmere, kot so na primer, razmere na trgu nepremičnin, ki nas včasih silijo, da se moramo preseliti nekam na obrobje, tudi razpršena poselitev, ki je značilna za Slovenijo in tako dalje. In vsi ti ljudje se zaradi kombinacije faktorjev nekako znajdejo v nezavidljivem položaju. Si ena izmed avtoric raziskave. Na kakšen način ste se s skupino sodelavcev v bistvu lotili proučevanja te teme in kakšno je bilo izhodično vprašanje? Ja, sem ena od 5 avtorjev. K sodelovanju smo pa na Fokusu povabili predvsem ekonomiste. Študija raziskuje, kako ekonomski in politični dejavniki vplivajo na prevozno revščino v Sloveniji, s poudarkom na izdatkih gospodinjstev za prevoz, glede na dohodek in glede na stroške, ki jih imajo z nakupom vozil, prevoznih storitev, z nakupom goriva. Namen te analize je bil prepoznati ranljive skupine prebivalstva z ekonomskega vidika, pa podati podlage za oblikovanje politik, ki bi zmanjšale prevozno revščino in hkrati tudi spodbudile neko trajnostno mobilnost. No, torej, poglejva najprej nekaj tistih rezultatov raziskave, ki na prvi pogled ne pokažejo tako slabe slike za Slovenijo. Po katerih merilih smo v bistvu nad evropskim povprečjem? Ja, Slovenija je boljša od evropskega povprečja, ko govorimo o dostopnosti javnega prevoza v mestih, v večjih mestih. Na podeželju smo nekje v povprečju. Glede porabljenega časa za pot na delo smo tudi v boljšem položaju kot večina evropskih članic. Porabimo nekje od 21 do 24 minut. Slovenija z deležem okoli 2% izstopa kot ena izmed držav z najnižjim deležem prebivalstva, ki si ne morejo privoščiti osebnega avtomobila, kar je uvrščal v skupino držav, kot so Ciper, Malta, Luksemburg in Italija. To je precej nižji delež od povprečja Evropske unije, ki znaša tam okrog 5,6%. To lahko pojasnimo z močno odvisnostjo od avtomobila zaradi odsotnosti javnega prevoza. Lahko pa tudi recimo s kulturnim vidikom. Če je avtomobil kulturno pomembna dobrina, lahko sklepamo, da mu gospodinjstva pri razporejanju izdatkov dajejo prednost. Slovenija izstopa tudi z izjemno nizkim deležem ljudi, ki si ne morejo privoščiti javnega prevoza, le 0,5%. Smo pa rekorderji pri deležu izdatkov za prevoz, ki znaša 17,2% za povprečno gospodinjstvo, kar je opazno več od povprečja EU, ki je 12%. Največji delež teh stroškov za mobilnost pa predstavlja predvsem gorivo, sledijo pa nakup vozila in pa storitve, kot so, na primer vozovnice ali pa, najem avtomobila.
Ampak te številke le nekako popraskajo površje problema. Kot si omenila, slovenska gospodinjstva imajo najvišji skupni delež izdatkov za prevoz v Evropi. Ko se potopimo malo globje v rezultate raziskave, lahko v bistvu najdemo tudi šokantne podatke, predvsem v tistem delu raziskave se mi je zdelo, ki preučuje to neenakost v družbi. Kako ste v bistvu se lotili preučevanja te neenakosti v družbi? Ja, kot sem prej rekla, 2% Slovencev trdi, da si ne more privoščiti avtomobila, ker Slovenija uvršča med države z najboljšo dostopnostjo vozil. A dejansko visoki izdatki za gorivo, vzdrževanje in nakup vozil razkrivajo čisto eno drugo plat zgodbe. Avtomobili v Sloveniji nuja, ni razkošje. Razpršena poselitev in omejena mreža javnega prevoza prebivalce silita v odvisnost od osebnih vozil, kar povečuje finančno breme gospodinjstev. Posledice pa niso le finančne za posameznika, ampak tudi imamo druge posledice negativne v prometu, torej visoke izpuste, prostorsko potratna cestna infrastruktura, prometne nesreče, zastoji in vse to pomeni, da je brez trajnostnih rešitev težava lahko dolgoročno nevzdržna. In nekako, da ste preučevali to, ste družbo razdelili na petine, če lahko tako poenostavljeno rečemo, torej na kvintile. Ja, razdelili smo jih na kvintile po dohodkih. Kvintil pomeni prvi kvintil, da tam spada 20% najrevnejših prebivalcev, peti kvintil pa je 20% najbogatejših, če gledamo njihove dohodke. Kakšne so razlike po kvintilih? Če gledamo v absolutnem smislu, so povprečni letni izdatki za prevoz naraščajo, torej pri 20% najrevnejših so 2360 evrov, a v petem kvintilu pa tam 7474 evrov. To je skoraj 4-kratna razlika v bistvu. Tako je, ja. Izdatki za prevoz so torej močno odvisni od dohodka gospodinjstev, pri čemer bogatejši v absolutnih zneskih namenjajo znatno več za prevoz. In ja, ker namenjajo bogatejši veliko denarja za avtomobile, imajo pa po drugi strani srečo, da jim še veliko stane za druge izdatke. Če pa gledamo relativno, pa smo pokazali, da prevoz najbolj obremenjuje v bistvu najrevnejše gospodinjstva. V prvem kvintilu zanj namenjajo tam 25-26% svojih dohodkov, medtem ko pri najbogatejših 20% je ta delež le 14,2%. To pomeni, da najrevnejša gospodinjstva za prevoz namenjajo skoraj dvakrat večji delež dohodka kot najbogatejša. Se pravi, najrevnejša gospodinjstva namenijo kar četrtino svojih dohodkov samo za premikanje. To je res velik delež. Kaj pa lahko še razberemo iz tega deleža? Ja, osebni avtomobil ima recimo v povprečju v Sloveniji na voljo 84% gospodinjstev, vendar pri teh najrevnejši petini ga ima le 60% na voljo. Zanje, za teh 60% smo zračunali posebej, koliko pa oni namenijo za mobilnost in smo ugotovili, da kar 40% svojih dohodkov. Preostali, torej, ki pa nimajo na voljo avtomobil, pa za mobilnost namenijo le 2,7%. Torej, dostop do avtomobilov v Sloveniji ni univerzalen, ampak je močno odvisen od dohodka, kar pa razkriva pomembno socialno neenakost, ki vpliva na mobilnost in tudi na življenjske zmožnosti. Se pravi, v najrevnejši petini prebivalstva si kar 40%, se pravi 4 od 10 ne morejo privoščiti avtomobila. Tisti, ki pa si ga lahko, pa namenjajo kar v povprečju 40% svojih dohodkov, torej skoraj polovico le za avtomobil. To je res kar šokanten podatek, ki ima seveda... Ne, da se ga ne morejo privoščiti, v bistvu ga nimajo dostopa do avtomobila. To so res ogromne številke in posledice tega stanja so resne. To najbolje vedo tisti, ki se srečujejo z ogroženimi družinami na terenu. Živa Logar je koordinatorka programa Veriga dobrih ljudi, ki je nastal v okviru Zveze Anita Ogulin in ZPM. V projektu skušajo na različne načine pomagati družinam v stiski in jih opolnomočiti. V 7 letih delovanja so pomagali že več kot 4000 družinam. No in takole Živa Logar opisuje, na kakšne načine prevozna revščina vpliva na življenje družin z družbenega roba. Na teh terenih vidimo, v kakšnih razmerah vse ljudje živijo, predvsem pa kje živijo. To so zelo pogosto močno oddaljeni od javnega transporta. Za tega potrebujejo nekoga, da jih pripelje do tja, da lahko potem svojo pot nadaljujejo. Eno je to, da je javen transport nedostopen.
Zaradi tega tudi nimajo v bližini nekih trgovin, kjer bi lahko opravljali neke bolj ugodne nakupe. Ni pošt, ni bankomatov. Težava je predvsem tudi ta, da so tukaj otroci oziroma mladostniki, ki zaradi umaknjenosti od večjih krajev ali pa zaradi pomanjkanja urejenega javnega transporta nimajo neke ustrezne socialne mreže. Otroci se zaradi tega težko udeležujejo nekih obšolskih dejavnosti in jasno se tudi z vrstniki pol ne morejo družiti to, kakor bi se želeli. Nekateri ljudje mislijo, da imajo otroci vsi možnost nekega javnega šolskega prevoza, pa tudi to ni res. Ne grejo vsi šolski avtobusi ali kombiji na vse lokacije. Se pravi, da morajo starši poskrbeti za to, da otroka pripeljejo do šole ali pa do tega postajališča, kjer se pobira šolarje. Kar pomeni, da potrebujejo nek lasten prevoz. Ponavadi zato seveda potrebujejo svoje avtomobile, ki so izpravni. In to jasno povzroča neke večje stroške, ker vsi vemo, da je avtomobile treba vsako leto zavarovati, jih registrirati. Tukaj je amortizacija, se pravi so servisi redni. Je veliko tudi staršev, ki za svoje delo potrebujejo avtomobile, ki jih delodajalci ne omogočajo. Ponavadi gre to tudi za neka dela, ki so slabo plačana in so tudi slabi delovni pogoji. Tako da je v bistvu vzdrževanje potem teh avtomobilov toliko težje. Tukaj so vedno najbolj izpostavljeni ta najbolj ranljivi, tisti, ki so že tako ali tako majčkeno ali tik nad robom ali pa na robu praga tveganja revščine, kar pomeni, da se zgodi en nepredviden življenjski strošek oziroma neka nepredvidena življenjska situacija, ki ljudi hitro pahne globje pod prag tveganja revščine. Najprej je lahko to en dogodek, en strošek, ki ni nujno taki povzroči revščino. Ponavadi je eden, in potem se pojavi drug in zelo hitro tretji in je ta krog revščine sklenjen. In je zelo težko tudi potem priti ven iz njega. Ljudje se težko obračajo za pomoč, ker jih je sram, ker jih je strah, ker se počutijo nesposobne. Žal pa je tako, da bi imeli te ljudje lahko možnost se obrniti za pomoč na centre za socialno delo, za koriščenje izredne denarne pomoči, vendar se pa smatrajo stroški iz naslova avtomobila kot nadstandard. Kar pomeni, da če pride do nekega kvara, če pride do registracije, zavarovanja avtomobila, da tukaj jim nihče ne more kriti tega stroška. Se pravi, se morajo sami znajti, sami najti nek način za poplačilo. Mi smo eno izkušnjo mame, ki je zaradi kvara avtomobila vzela dopust. Zaradi tega, ker si ni mogla omogočiti popravila avtomobila, ni imela dostopnega javnega prevoza in je bilo za njo najbolj ugodno to, da vzame dopust, počaka do naslednje plače, s katero si je potem lahko omogočila popravilo. Take zgodbe je res kar težko slišati. Marjeta, Živa Logar je izpostavila nekaj perečih težav, sploh glede družbenega dojemanja tega, kaj sploh pomeni prevozna revščina. Recimo to, da avtomobil velja za nadstandard. Že podatki zbrani v naši analizi opozarjajo na problem socialne neenakosti, saj odvisnost od osebnega prevoza nesorazmerno obremenjuje gospodinjstva z nižjimi dohodki, ki imajo omejen dostop do trajnostnih, do cenovno ugodnih alternativ. In če teh alternativ ni, zelo težko govorimo o avtomobilu kot o nadstandardu, prej kot o nekem nujnem zlu. In za Slovenijo je značilno tako imenovano
prisilno lastništvo avtomobila, ko si prisiljen zato, da nisi socialno izključen, zato, da si pač enakopraven član družbe oziroma da lahko kolikor toliko živiš normalno, si prisiljen kupiti, najeti, vzdrževati osebni avto, kar pa seveda ni poceni. No, v raziskavi ste naredili tudi nekaj simulacij, kako bi sprememba cen goriva vplivala na različne družbene skupine. Kaj so v bistvu pokazale te simulacije? Ja, naredili smo simulacijo učinkov povečanja cen goriv na izdatke za prevoz. Torej, če se goriva podraža za 10, 20, 30, 40 ali 50%, kaj to pomeni za stroške prevoza? Ključno sporočilo bi rekla, da vsako povečanje cen goriv znatno poveča delež gospodinjstev, ki za goriva namenijo več kot neko povprečje, to je okrog 6% svojih izdatkov za življenjske potrebščine, pri čemer se gospodinjstva z nižjimi dohodki so najranljivejša in to poudarja potrebo po ukrepih za omilitev bremena naraščajočih cen energentov. No, tudi Živo Logar sem vprašal, na katerih področjih prevozna revščina pušča največ posledic in s kakšnimi ukrepi bi glede na njihove izkušnje lahko omilili problematiko za najbolj ranljive skupine. No, opozorila pa je tudi na stiske mladih. Imamo kar precej tudi enih zgodb, ko se dijaki odločajo za neke druge smeri šolanja, kot bi si želeli. Pogosto si izberejo tiste smeri, ki so nekje v njihovem kraju, nekje v njihovi bližini, ker je to cenovno bolj dostopno in tudi časovno. Se pravi, da imajo javni transport, ki je cenejši od dijaškega doma. Tako da je hudo, da si otrok zaradi neke te finančne oziroma mobilne omejenosti ne more omogočati tiste smeri izobraževanja, ki ga veseli, v katerem bi bil lahko tudi uspešen v življenju, zaradi tega, ker je omejen. Trenuten sistem javnega transporta ne da samo, da povzroča neenakost, ampak ta neenakost povzroča revščino. Težko je poslušati vse te zgodbe, ko pridejo do nas, ko ljudje iščejo vse možne načine za preživetje, ampak imajo vedno neke omejitve, neke prepreke, nekaj, kar jim ne omogoča nekega dostojnega življenja. Transport je neka osnova, če nam nekaj ne omogoča to, da imamo dostop do hrane, do trgovin, do vzgojno-izobraževalnih ustanov, do delovnih mest, to pomeni, da obstaja neko pomanjkanje, za katerega niti nismo krivi sami. Mi bi si želeli, da bi imeli ljudje, ki se spopadajo z mobilno revščino, ki jo seveda ni težko detektirati, da bi imeli možnost koriščenja pomoči iz javnih sredstev, ki bi jim absolutno lahko pripomogla k temu, da bi se lažje spopadali oziroma lažje reševali te težave na področju mobilne revščine. Glede na to, da jim predstavlja neko osnovo za življenje, da jim sploh omogoča življenje, da se lahko odpeljejo normalno v službo, da grejo lahko normalno v šolo, vrtec in predvsem, da si lahko otroci sploh zberejo smer izobraževanja, ne glede na dostopnost javnega transporta in financ, ampak glede na to, česa si želijo. Marjeta, poglejva zdaj še na drugo stran današnje teme, torej na možne ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli, da bi zmanjšali število prevozno revnih in pa seveda vpliv na njihova življenja. Najprej bi te prosil za tvoj pogled na to, kaj prinaša predvideni socialni sklad za podnebje. Kaj predvideva evropska zakonodaja in kje je tu vloga Slovenije? Zdaj, če poskušam poenostavljeno pojasniti, kaj se bo zgodilo. Torej, Evropska unija ima namen trgovati s pravicami do izpustov toplogrednih plinov tudi na področju cestnega prometa in stavb. Zdaj so to počeli na področju energetike, industrije, na področju pomorstva, letalstva in tako dalje. Zdaj pa pač bi želeli ta mehanizem vpeljati tudi v cestni promet in pri stavbah in zato obstaja bojazen, da se bosta energetska in prevozna revščina poglobili. Saj bodo potrošniki nosili
verjetno breme višjih cen goriva. In zato je Evropska unija sprejela uredbo o ustanovitvi socialnih skladov za podnebje v vseh državah članicah. Namen je, da se naslovi te najbolj ranljive skupine, za katere se pričakuje, da jih bosta ti dve revščini najbolj prizadeli in da se delež prevozno in energetsko revnih ne povečuje. Slovenija mora, tako kot vse EU članice, do konca junija pripraviti načrt, kako bo porabila sredstva iz socialnega sklada. V Sloveniji bo v 7 letih temu namenjenih skupno 477 milijonov evrov, torej za ukrepe na področju energetske in prevozne revščine. Ta načrt pa pripravljajo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. In ga bomo torej že kmalu lahko spoznali. Torej, poleg sredstev iz socialnega sklada pa bodo potrebni tudi drugi ukrepi, da bi se stanje izboljšalo. Živa Logar je omenila ukrepe povezane s centri za socialno delo. Kje ti še vidiš možnosti oziroma nujo za ukrepanje? Nujno je seveda potrebno zagotoviti dobro alternativo avtomobilu, ki je hkrati še okoljsko bolj sprejemljiva, torej dostopen, učinkovit, dovolj pogost javni prevoz, urejena infrastruktura za pešačenje, za kolesarjenje, tudi za tiste najbolj ranljive invalide, ljudi s kakšnimi drugačnimi omejitvami, in ko enkrat uredimo infrastrukturo za najbolj ranljive, je seveda primerna za vse skupine prebivalstva. Na podeželju je treba iskati mogoče kakšne bolj fleksibilne rešitve, kot so na primer prevozi na klic, ker vemo, da pač ta konvencionalni javni prevoz tam ni smotren. Je pa prevozna revščina zelo kompleksna tema, kot sem že na začetku rekla, in je potrebno reševati celovito. In področje prometa je prepleteno z vsemi drugimi sektorji in je potrebno ukrepati tudi na drugih področjih. Pomembno je recimo ta povezava s prostorskim urejanjem, torej kje umeščamo soseske, trgovine, banke, zdravstvene domove in tako dalje. Vedno moramo imeti v misli, da uporabniki teh prostorov pridejo pač do te točke najrajše peš, s kolesom ali pa z javnim prevozom, s socialnimi politikami in pa tudi na finančne načine pa bilo treba poskrbeti za tiste, ki so bili danes največkrat omenjeni, torej revni prebivalci, ki jim slaba mobilnost lahko onemogoči tudi njihovo prihodnost in vpliva na njihovo socialno vključenost, kar pa jih lahko pahne še v globljo revščino. In se pravi, s tem skupkom različnih ukrepov vplivati na to, da ljudje ne bodo več prisiljeni v lastništvo avtomobila, ki seveda zelo obremeni njihov proračun. Za koliko pa lahko pomaga izračunati tudi eno orodje, ki ga imate vi na vaši spletni strani, torej v organizaciji Fokus. Za kakšno aplikacijo gre? Ja, na naši spletni strani focus.si lahko najdete kalkulator stroškov avtomobila in si izračunate, koliko vas stane vaš jekleni konjiček. Na koncu pa vidite tudi, kakšni so vaši letni izpusti ogljikovega dioksida. Mi smo izračun naredili za en povprečen nizkocenovni avtomobil in neko povprečno porabo, kakršna je v Sloveniji, in smo ugotovili, da na leto tak avto, če ni veliko popravil, nastane več kot 3000 evrov. Ja, sploh zanimiv mi je bil pri tem kalkulatorju tisti del, ki ti pove, koliko dni na leto moraš delati za lastništvo avtomobila, in ta številka je kar boleča. Marjeta Benčina, najlepša hvala, da si danes v Zeleni luči odprla to pomembno temo prevozne revščine. Hvala vam. V zadnjem delu oddaje pa kot vedno še ena zgodbica iz javnega prometa. Marjeta, imaš ti kakšno v rokavu? Spomnila sem se, ker sem se pred kratkim z 2 prijateljicama, s katerima se zelo dolgo nismo videli, smo se odpravljali v Trst za vikend in smo se odpravljali z vlakom. In ta izkušnja je bila zelo zabavna, družabna, sproščena, sicer traja vožnja veliko dlje kot z avtomobilom, ampak je bila to dobra priložnost, da nadoknadimo vse zamujeno. In tudi nismo imeli nobenega stresa, recimo s parkiranjem, cena pa je bila recimo primerljiva, če bi šle z avtomobilom. Zelo dobro izkoriščen čas. Vaše zgodbe, razmisleke, ideje in pa pripombe pa z veseljem čakam na jan.grilc@rtvslo.si, kar razpišite se. Tako, skozi še eno zeleno luč smo se zapeljali, tokrat žal ne skupaj, ker smo nekatere kot družba pustili zadaj. Hvala Marjeti Benčina in Živi Logar, ki sta ponovno opozorili na to dejstvo, ki ga nikakor ne smemo zapostaviti, ko se bomo odločali o spremembah v prometnem sistemu. Za tokrat je to vse. Jan Grilc vam želim le še veliko zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav! Zelena luč.
Podcast o mobilnosti 21. stoletja.